Socialni demokrati od začetka te zgodbe zagovarjamo, da najpristojni organi pregledajo dotičen posel v nulo in verjamem, da karkoli bodo ugotovili, bodo temu kasneje seveda sledile tudi sankcije. Zdaj, jaz ne poznam države na svetu, kjer bi minister, ki je podpisnik pogodbe, na kateri je sum korupcije, sam preiskoval ta posel. In jaz upam in verjamem, ministrica, da se vi zavedate, da ste ena glavnih osumljenk glede kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev v tem primeru. In meni je čudno, da minister sam preiskuje ta posel. In zato smo Socialni demokrati od vsega začetka zavzeli stališče, da morajo neodvisni organi pregledati. Meni osebno in stranki je v interesu, da organi pregledajo ta posel in da se zadeve razčistijo. Tudi meni osebno je to v interesu, ker jaz ne mislim hoditi po Sloveniji in bodo mene ljudje gledali po strani zaradi tega posla. Pa še enkrat, nisem jaz podpisnik pogodbe. Jaz verjamem in vem, da če se bo ugotovilo, da je pri nakupu te sodne stavbe prišlo do kaznivih dejanj oziroma oškodovanja javnih sredstev, bodo vsi odgovorni za to tudi odgovarjali. To si verjetno nadejamo vsi. In vsi, ki so pri tem poslu sodelovali, ali so to uradniki, ministrica, minister, kdorkoli drug. Ampak neodvisni organi morajo to ugotoviti, ne politika. In to je stališče, ki ga zagovarjamo Socialni demokrati. Jaz ministrica v odstopu, oziroma ne vem, ali ste že odstopljena ministrica, razumem, da želite ugotoviti. Jaz verjamem, da nam je vsem v interesu, da se morebitne sporne prakse, ki so bile ali ki so, prekinejo in da se v prihodnosti ne nadaljujejo več, ker to meče slabo luč na cel državni aparat, vključno z vrhom. Zdaj, obžalujem le, da to skrbno skažete danes oziroma ste jo začeli kazati potem, ko je afera prišla v javnost. Predtem te skrbnosti ni bilo zaznati. Če so bili kakršnikoli pritiski, tudi omenjeni so bili danes pritiski, bi pričakovali, da se te pritiske prijavi. Pa vendarle po drugi strani pa imamo gospoda poslanca Janija Prednika, ki me je pred celotno komisijo in v živo javnosti slovenski obtožil, da sem ena glavnih osumljenk v tej zgodbi, kar poraja nekaj vprašanj. Prvo je, od kje gospodu Janiju Predniku takšna informacija, ker če jo ima, je to izjemno problematično v fazi, kolikor je meni kot ministrici znano, poteka šele zbiranje informacij, torej ni še niti uveden predkazenski postopek. To pomeni, da vprašanje, ali sploh ima kdo status osumljenca. Jaz statusa osumljenca vsekakor nimam do trenutka, ko ga bom, če ga bom imela. Tako da gre za izjemno težko, žaljivo obdolžitev in obrekovanje, na kar pa bom žal v prihodnosti morala tudi ustrezno odreagirati, tudi v pravnem smislu. Kajti pred celotno Slovenijo ste pokazali name s prstom kot glavno osumljenko. Če pa dejansko imate te podatke, potem pa mislim, da to vprašanje tudi za kakšne druge komisije Državnega zbora. Smo že tukaj ravno v teh dneh razpravljali o, bom rekla, natolcevanju o tem, da so kakšne ovadbe bile dane, pa se je izkazalo, da niso bile. Veste, gospod poslanec, tudi vi poznate zakonodajo, saj ste del zakonodajnega organa, da gre za izjemno resno zadevo, ko s temi informacijami, ki jih domnevno imate, opletate. Vendar mene ne čudi, ker je to žal očitno v preteklih tednih modus operandi vidnih predstavnikov moje še vedno matične stranke Socialnih demokratov. Namreč na seji predsedstva pred 2 tednoma je tudi tedaj še generalni sekretar Uroš Gojkovič prav tako pred celotnim predsedstvom Socialnih demokratov obtožil eno od uslužbenk ministrstva, ki je med temi, ki so mi v zadnjih 2 tednih podale določene informacije, da je gospa v predkazenskem postopku. Ponovno težka obdolžitev, ki sem jo pri gospe tudi drugi dan preverila in nikakor ne drži.
Tako da očitno je obrekovanje, žaljive obdolžitve in celo označevanje nekoga za osumljenca. V Sloveniji ustavno velja načelo nedolžnosti in tudi o statusih, kot so osumljenec, obdolženec in tako naprej, predlagam, da se gospod poslanec najprej pouči in je zelo previden pri opletanju s temi izrazi, sploh v pozavi s konkretnimi imeni in brez utemeljenih informacij ali argumentov, sploh pa ne pooblaščeno pridobljenih. Sedaj veliko več se za intervencijo gospoda Prednika ne bom ukvarjala, celoten ton razprave je bil žaljiv, pokroviteljski, poln diskreditacij, tudi nervoza, tudi zdaj meni in prej ministru Boštjančiču je skakal besedo, pa tudi to je modus operandi stranke socialnih demokratov oziroma njenega trenutnega vodstva v zadnjih tednih. Ne nazadnje bi rekli, da smo sedaj v trenutku, ko to pomeni beating the dead horse, jaz sem odgovornost prevzela in ponudila odstop, v kratkem odhajam, tako da ne spravljate se na konja, ki odhaja samo zato, ker ni odšel v trenutku, ko ste vi to želeli, zato, da bi odšla čim prej, kot pravite, iz prizorišča zločina, z argumenti, da minister nima pravice ničesar raziskovati, seveda, kaj šele to razkrivati slovenski javnosti. In ta hitrost, s katero je pač stranka skušala mene odstraniti iz prizorišča političnega življenja in mi zapreti usta na vse mogoče načine, je pravzaprav tudi gospod poslanec Vrtovec in drugi, ki ste o tem spraševali, eden od ključnih razlogov, zakaj informacije in podrobnosti o tem poslu v javnost prihajajo po kapljicah. Namreč moj namen, ko so se mi prvič pojavili sumi, da se tukaj dogaja nekaj več, kot je vidno o čem, so se pojavili v zvezi z potencialnim zunanjim vmešavanjem v posel, vsaj v fazi pridobivanja oziroma zagotavljanja finančnih sredstev, to je vplivanje strankarskih funkcionarjev, ki niso funkcionarji državne uprave ali vlade, ki niso podvrženi nobenim nadzorom nadzornih organov, ki ne prijavljajo premoženja in ki za takšno vmešavanje nimajo nikakršnih pooblastil. Ta sum se mi je pojavil, kot sem tudi javno že povedala, ko sem zaznala hkratno menjavo telefonov večjih oseb na mojem ministrstvu, ki so bile v posel vpletene skupaj za menjavo telefona gospoda Klemna Žiberta. To je bil prvi sum. Jaz sem si želela v tistih dneh vzeti 2 do 3 tedne, kolikor sem ocenjevala, da bo potrebno, da te sume znotraj ministrstva, znotraj komunikacije in dokumentacije tudi potrdim in jih na to predam pristojnim organom, vendar mi teh 2 do 3 tednov ni dala na voljo lastna matična stranka, čeprav sem to vedno znova predlagala kolegom v vodstvu. Nasprotno, to priložnost mi je dal predsednik vlade, ki je hitro razumel, tako kot je tudi minister Boštjančič povedal, da če minister takoj odide, lahko se zakrijejo sledi, vse ostane isto in morda bomo epilog zgodbe dočakali čez 15 let, ko bodo sodbe pravnomočne ali morda zastarali ali iz drugih razlogov padle, ali pa se bo mogoče nekoč posthumno odkril kakšen sef s kakšnim velikim šopom bankovcev. Jaz si osebno tega ne želim. In iskreno, če je to smer slovenske politike, potem si tudi v tej politiki ne želim več biti. Srčno pa upam, da bodo ljudje zahtevali, da se takšne prakse prekinejo. Ministri odidejo in vse gre mirno dalje. Strukture, ki delujejo nepravilno, delujejo mirno dalje, kot se kaže v tem poslu, tudi s pomočjo strankarskih veljakov, ki pri teh poslih nimajo nič za početi.